Draga cerkev, dragi prijatelji, dobrodošli na našem spletnem bogoslužju. Za nami je ponovno teden, ko smo večino časa preživeli doma, ko smo še vedno v tem težkem času bolezni COVID-19. Ne vem, kako je pri vas, ampak jaz vas res vse zelo pogrešam. In že komaj čakam, da bo ta čas minil, da se lahko spet vidimo in ponovno družimo ter skupaj slavimo našega Gospoda. Danes pa bomo ponovno preko spleta, preko tega videa skupaj častili in slavili našega Gospoda, poslušali iz Božje besede ter dovolili, da Bog spregovori našemu srcu. Za začetek bi rad vas ohrabril in spodbudil z psalmom 100, ki pravi naslednje. Psalm 100 od prve vrste naprej. Vzklikajte Gospodu vsa zemlja, služite Gospodu z veseljem, pridite preden z vriskanjem, spoznajte, da je Gospod Bog, On nas je naredil in mi smo njegovi, njegovo ljudstvo, čreda njegove paše. Pridite k njegovim vratom za zahvalo, v njegove dvore s hvalnico. Zahvaljujte se mu, slavite njegovo ime, zakaj Gospod je dober, na veke traja njegova dobrota, od roda do roda njegova zvestoba. Kako čudovit psalm, ki nas poziva k slavljenju in čaščenju našega dobrega nebeškega očeta. Naš Gospod je resnično dober. On je zvest. On se ne spreminja. On se še naprej zvesto skrbi za nas. Čeprav nam je mogoče težko trenutno, je Bog še vedno z nami. In v tem času želim, da resnično osredotočimo svoje srce na našega Gospoda Jezusa. Pozabimo na te težave okrog nas in dajmo Jezusu vso slavo in čas, ki mu pripada. Dobro jutro, draga cerkev, dragi bratje in sestre. Kjerkoli se to jutro zbirate, vedite, da je Gospod z vami. In mi vas tukaj sedaj vabimo v slavljenje, odprimo naše srca. Naj Sveti Duh deluje v naših srcih to jutro, da bomo kot eno srce slavljenja. Povzdignimo našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki je umrl in vstal in živi. Umrl je za naše življenje. On je že pridobil na križu Golgoto vse za naše odrešenje. Zato imamo to jutro znova razlog, da se veselimo v slavljenju. Haleluja. Zdaj vem, on rešil me je, njegova kri odplačala vse, jaz to vem, jaz to vem. Z mene vso sramoto je vzel, v srcu rane mi jo zdravil, jaz to vem, jaz to vem. Povzdignil glas bom, moj Gospod premagal je smrt, moj rešitelj živi, moj rešitelj živi, moj rešitelj živi, moj rešitelj živi. Zdaj vem, on rešil me je, njegova kri odplačala vse, jaz to vem, jaz to vem. Z mene vso sramoto je vzel, v srcu rane mi jo zdravil, jaz to vem, jaz to vem.
rešitelj živi, moj rešitelj živi, moj rešitelj živi, moj rešitelj živi. Z mene vzel si breme, vstal bom s teboj, pred tabo plišem srečen zdan, tvoje kraljestvo pride nam. Moj rešitelj živi, moj rešitelj živi, moj rešitelj živi, moj rešitelj živi, naš rešitelj živi, naš rešitelj živi, naš rešitelj živi, naš rešitelj živi, ja on živi. V začetku ti si bil beseda, ti najvišji Bog, Gospod. Božjo slavo skrito v stvarstvu, razodel si Kristus, jo. Čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Nebesih nas želiš imeti, zato postal si pododja. Kljub grehu nas zelo si ljubi, kaj od tebe loči nas? Čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus.
moč imenu je Jezus, ime naš Jezus, Kristus kralj. Moč imenu je Jezus, neprimerljivo je. Moč imenu je Jezus, ime naš Jezus. S tabo ne more nihče tekmovati, zdaj in zavedno vladal boš. Ti kralj si nad kralji, vreden vse slave, tvoje ime najvišje je. Čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus, Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je. Čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Čudovito je tvoje ime, Gospod, ki je nad vsakim imenom. Hvalimo tvoje ime, Gospod, to jutro. Hvalimo te, Gospod, zaradi ljubezni, ki si nam jo izkazal. Da si nas sprejel takšne, kakršni smo, Gospod. In da nas ti po svoji ljubezni vsak dan znova spreminjaš, da smo ti vedno bolj podobni. Hvala ti za to milost, ki jo ti vsako jutro daješ v isti meri. Hvala ti, Gospod, da ti to jutro kličeš srca, ki poslušajo tvoj glas prav zdaj. Da ti to jutro iščeš srca, ki se jim želiš razodeti, kot še nikoli do zdaj, Gospod. Hvala ti za to. O, Gospod, razodeni nam svoje ime. Daj, da te spoznamo kot prijatelja, kot tolažnika, kot tistega, ki osvobajaš naša srca, kot našega zdravnika. O, Gospod, čudovito je tvoje ime. V tvojem imenu je moč. Haleluja. Zvišen si, zvišen si. Zvišen si, zvišen si. Sprejemaš takšnega me, kot sem. Praznih rok živ v tvojih dlaneh. Zvišen si, zvišen si.
Zadnje čase se mi zdi, da smo vsi v nekem pričakovanju. Mnogi čakamo na boljšo prihodnost, da se izboljša trenutno stanje s COVID-19, da se odpravijo vladini ukrepi, da dobimo cepivo, da lahko gremo nazaj v šolo ali službo, da lahko začnemo spet normalno živeti. Tudi Božje ljudstvo Izrael je bilo velikokrat v pričakovanju. Tudi oni pogosto niso vedeli, kako naprej in niso imeli prave rešitve za probleme. Danes bi si skupaj z vami rad pogledal zgodbo, kako je Bog preko Rdečega morja popeljal ljudstvo Izrael iz suženjstva v Egiptu. Ta izjemna zgodba me vedno nagovori in mi pomaga razumeti, kakšen je Božji načrt za nas. Bog tudi nam ni predvidel življenja suženjstva grehu. Ne, on je za nas pripravil življenje v svobodi od greha. Toda, da bi lahko Bog uresničil ta načrt za Izraelce, da bi živeli v svobodi, jih je moral najprej izpeljati iz Egipta. Veliko nas pozna to zgodbo in ve, kaj vse se je moralo zgoditi, da je bil faraon na koncu le pripravljen dovoliti Izraelcem, da zapustijo Egipt. Kot vemo, so Egipčani imeli od njih veliko korist, saj so jih izkoriščali za delovno silo. Izraelci so živeli v težkih okoliščinah. Bili so sužnji pri narodu, ki jih je izkoriščal in poniževal. Egipčani jim niso dovolili, da bi častili Boga Izraela in upravljali daritve Bogu. Zato je Izrael hrepenel po rešitvi. Izrael je čakal na Božjo pomoč. Bili so v pričakovanju, da jih bo ta Bog, ki mu služijo, rešil iz te težke situacije. Tako je Bog poklical Mojzesa in ga uporabil, da popelje ljudstvo Izrael iz Egipta. Mojzes je faraona večkrat prosil, naj izpusti Izrael v svobodo, toda faraon tega ni hotel slišati. Zato je Bog poslal nad Egipt številne nadloge in s tem faraona prisilil, da dovoli Izraelu zapustiti Egipt. Na koncu je Bog naročil Izraelu, naj pripravijo jagnje in namažejo okvir vrat s krvjo tega jagnjeta. Ko je angel morilec šel naokrog, da bi v Egiptu pomoril prvorojence, je ves Izrael bil zaščiten. Kri jagnjeta jih je ščitila pred smrtjo. Kot je Izrael bil zaščiten zaradi krvi jagnjeta, smo tudi mi danes zaščiteni zaradi krvi Božjega jagnjeta, Jezusa Kristusa. Njegova kri je bila prelita zato, da bi mi imeli odpuščanje naših grehov in ne bi bili več pod vladavino sovražnika, ampak bi lahko ponovno stopili v ta odnos z nebeškim očetom. Faraon je tedaj izgubil svojega prvorojenca in to je bila zanj kaplja čez rob. S težkim srcem je zapovedal izpustiti Izrael v svobodo. Dolgo čakanje na Božjo rešitev se je izplačalo. Bog je pomagal Izraelu in Izrael se je lahko končno odpravil iz suženjstva v Egiptu. Odpravili so se proti Rdečemu morju, kamor jih je vodil sam Bog. V 2. Mojzesovi knjigi, v 13. poglavju, beremo, da jih je Bog vodil po dnevi v obliki oblačnega stebra in po noči kot ognjeni steber. Si lahko predstavljate, kako nenavadno in hkrati izjemno je to moralo biti. Ta ognjeni steber je razsvetljeval tabor Izraelcev in jih ščitil tudi v največji temi. Kako čudovito sporočilo. Bog je bil z Izraelom tudi v temi. Tako še danes Jezusova luč prinaša svetlobo upanja v največjo stisku. Dragi brat in sestra, dragi prijatelj, Božja luč
je močnejša od največje teme. Ko se je Izrael približal Rdečemu morju, si je faraon premislil. Žal mu je postalo, da je dovolil Izraelcem oditi in izgubil tako številno delovno silo. Zato je faraon poslal mogočno vojsko na vozovih, da bi zasledili in ujeli Izraelce ter jih pripeljali nazaj v Egipt. Izrael se je znašel med jeznim sovražnikom in nepremagljivo oviro, Rdečim morjem. Znova niso vedeli, kako naprej. Spet so bili nemočni in izgubljeni. In tudi tokrat so bili v pričakovanju Boga. Ker sami niso mogli nič narediti ali spremeniti svoje okoliščine, so znova čakali, kaj bo storil Bog. Zakaj pa mi čakamo na Boga? Ali kaj mi pričakujemo od Boga? Ne vem, kaj se dogaja v tvojem življenju. Mogoče se trenutno soočaš z osamljenostjo. Mogoče vlada strah v tvojem srcu. Morda pričakuješ ozdravitev težje bolezni, s katero se že dalj časa soočaš. Mogoče je tvoj nasprotnik negotovost v srcu, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Morda ne veš, kako bo s tvojo službo, ali pa kako boš preživel to krizo. Toda v tem dnevu ti želim povedati, da obstaja nekdo, ki je večji od tvojih problemov. Naš Bog lahko premaga vsako težavo in nam pomaga do zmage. Obstaja upanje in rešitev v imenu Jezus za čisto vsak izziv, tudi za trenutno težko in nam nerešljivo situacijo s COVID-19. V Svetem pismu najdemo toliko čudovitih obljub, ki še danes veljajo za nas. Bog nam obljublja, da bo vedno z nami in nas nikoli ne bo zapustil. Obljublja nam, da se bo boril za nas in nas ščitil pred nevarnostjo. Bog nam sporoča, da se bo zvesto skrbel za nas in nam pomagal v težavah. Te obljube nam jasno kažejo, da je Bog na naši strani. On ni proti nam, ne, on je za nas. Tedaj, ko se je približevala egipčanska vojska, pa je izraelsko ljudstvo dovolilo strahu posejati dvom v njihova srca. 2. Mojzesova 14, 10-11 pravi naslednje. Ko se je faraon bližal, so Izraelovi sinovi vzdignili oči in zagledali Egipčane, ki so šli za njimi. Izraelovi sinovi so se silno prestrašili in vpili k Gospodu. Rekli so Mojzesu, ali mar ni bilo grobov v Egiptu, da si nas odpeljal, da umremo v puščavi? Kaj si nam storil, da si nas izpeljal iz Egipta? Izraelci so se v neveri in polni strahu ozirali nazaj ter gledali na moč sovražnika, namesto da bi se zavedali, kako velik je Bog in Bogu povsem zaupali. Mojzesi so se pritoževali, zakaj jih je Bog poslal v to situacijo umreti. Čeprav so že toliko doživeli z Gospodom, so bili zdaj v dvomih. Videli so številne nadloge, ki jih je Gospod poslal nad Egipt in nad faraona, da bi jih pustil oditi. Videli so Božjo čudežno moč, ki se je razodevala v Egiptu. Njihovo ljudstvo je bilo zaščiteno zaradi krvi jagnjeta, ko je angel morilec šel naokrog in pomoril prvorojence Egipčanov. Kakšen pa je naš odziv na stisko? Se tudi mi radi pritožujemo, ko gredo stvari narobe v našem življenju. Tudi mi obtožujemo Boga, ko se nam zgodi nekaj slabega, ali pa krivimo Boga, da nam ne pride na pomoč hitreje. Veste, tudi mi lahko dovolimo strahu narekovati in omejevati naš odnos do Boga. Kakšen pa je naš odziv na trenutne razmere s COVID-19?
se počasi cel čas pritožujemo, zakaj nam Bog ne pomaga in zakaj še ne odpravi teh razmer. Ali pa je na drugi strani naše srce umirjeno, ker poznamo vsemogočnega Boga, ki ga lahko imenujemo celo za našega dobrega nebeškega očeta. Tudi mi smo že toliko doživeli z Gospodom. Tolikokrat nam je pomagal in nam stal ob strani. Bog se je že večkrat izkazal tudi v mojem osebnem življenju. Večkrat mi je pomagal in se zvesto poskrbel zame. Sam sem že doživel številne Božje čudeže v mojem življenju. Naš Gospod je resnično dober. Zakaj nam tudi sedaj, v sedanji stiski ne bi pomagal? Gospod nas tudi tokrat ne bo pustil na cedilu. Ne, on se ni niti malo spremenil. Še danes je isti ljubeč, vsemogočni nebeški oče, ki se rad skrbi za svoje otroke. Zato dovolimo, da to spoznanje in doživetje Božje ljubezni prežene negotovost in strah iz našega srca. 1. Janez 4:18 pravi: v ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen prežene strah. Če imamo v našem srcu Božjo popolno ljubezen, tam več ni prostora za strah. Torej, Izrael se je močno bal in obtoževal Mojzesa ter Boga. Poglejmo zdaj še Mojzesov odziv na to stisko. V 2. Mojzesovi 14, 13 in 14 vrsta pravita naslednje. Mojzes je rekel ljudstvu: nikar se ne bojte, vztrajajte in videli boste rešitev, ki vam jo danes nakloni Gospod. Kajti kakor danes vidite Egipčane, jih ne boste videli nikdar več. Gospod se bo bojeval za vas, vi pa ostanite mirni. Kako modre besede Mojzesa, ki je poln vere, zrl na Boga. Mojzes je še naprej zaupal Bogu, čeprav je bil sovražnik blizu. Naj nam Bog pomaga, da bi tudi naš odziv bil takšen v času kriz. Zato tudi mi danes vztrajajmo v veri in zaupanju v Boga. Čeprav še mogoče ne vidimo rešitve in ne vemo točno, kako se bo ta stiska končala, vztrajajmo v pričakovanju dobrih stvari od Boga. Bog se bo bojeval za nas in nas rešil tudi iz te stiske. Tedaj se je premaknil Bog v oblačnem stebru in se postavil med egipčansko vojsko in ljudstvom Izraela. Bog je ščitil Izraelce pred mogočnim sovražnikom, da se jim niso mogli niti približati. Draga cerkev, se zavedamo, da tudi nas Gospod ščiti pred sovražnikom. Mi nismo prepuščeni sami sebi. Naš Gospod je vedno z nami. On želi stopiti med nas in nevarnost okrog nas, da bi nas tako zaščitil in ohranil varne. Bog je naročil Mojzesu, naj s palico udari po vodi Rdečega morja, da jim bo pripravil izhod iz te težave. Ko je Mojzes iztegnil roko nad vodo, se je voda razdelila na dvoje in Božji veter je izsušil mokro morsko dno. Tako je lahko šlo celo izraelsko ljudstvo po suhem čez Rdeče morje. Ko se je egipčanska vojska podala za njimi, je Bog zaprl to pot in voda se je spet združila. Tako je Bog uničil Izraelovega sovražnika. 2. Mojzesova 14:30 do 31 pravi o tem naslednje. Tako je Gospod tisti dan rešil Izraelce iz rok Egipčanov in Izrael je videl Egipčane mrtve na morskem obrežju. Ko je Izrael videl mogočno roko, ki jo je Gospod izkazal nad Egipčani, se je ljudstvo balo Gospoda in zaupalo Gospodu
in njegovemu služabniku Mojzesu. Kako izjemna zgodba, ki nam daje čudovito sporočilo. Bog lahko naredi tudi zate in zame pot, kjer se zdi nemogoče. Bog lahko odpre vrata, da boš tudi ti izstopil iz tvoje stiske. Ali je COVID-19 prevelik izziv za Boga? Ali je tvoja stiska prezapletena, da bi jo Bog lahko rešil? Zagotovo ne. Bog je odprl Rdeče morje, da so Izraelci lahko šli varno prek morja. Tako bo tudi odprl pot v tvoji težavi. Naš Bog je vsemogočen Bog. Njemu ni nič nemogoče. Verjamem, da nas želi Bog nagovoriti in s tem spodbuditi. Težki časi so bili in bodo še prišli, toda naš Bog ostaja isti. On lahko reši tvoj in moj problem in nam odpre pot iz stiske. Veste, Jezus je tudi naša pot iz suženjstva grehu in stisk ter izzivov v našem življenju. V imenu Jezus je moč, ki osvobaja vsako verigo odvisnosti. V imenu Jezus je moč, ki lahko reši vsako stisko. Kot vidimo v Svetem pismu, so Izraelci velikokrat padli v tem testu čakanja na Boga. Velikokrat so izgubili vero in postali nezaupljivi. Niso bili potrpežljivi, da bi zvesto čakali na Božji čas, ko bo Bog odgovoril na stisko. Izneverili so se Bogu in vmes vzeli stvari tudi v svoje roke, ter se zanašali na lasten razum. Čeprav je Bog vedno imel načrt, kako rešiti situacijo, njim ni bilo dočakanja, da se to izpolni. Draga cerkev, verjamem, da smo pravkar tudi mi v obdobju čakanja na Boga. Čakamo, da Bog posreduje in pove zadnjo besedo v tej težki situaciji z boleznijo COVID-19. V pričakovanju Boga se ne utrudimo in ne izgubimo naše vere ter zaupanja v Boga. Ne bodimo kot izraelsko ljudstvo, ki je kljub mnogim Božjim obljubam, kljub velikim čudežem, še vedno dvomilo v Božjo moč in suverenost. Tudi mi imamo toliko Božjih obljub iz Božje besede, ki še danes veljajo za vsakega kristjana. Oklenimo se teh obljub in pričakujemo, da jih bo Bog izpolnil tudi v našem življenju. Gospod je na naši strani. On se bojuje za nas. On noče, da bi nas ti časi porazili in privedli do brezupa. Zato v pričakovanju v Boga, v veri usmerimo naše poglede na Jezusa. Glejmo nanj in dovolimo, da Jezus po Svetem Duhu prinese upanje v naša srca in okrepi našo vero. Pričakujemo še večje stvari od Boga in dovolimo, da naša vera napreduje in raste v Božjem Duhu. Amen. Rad bi se združil z vami v molitvi. Nebeški Oče, naš vsemogočni Bog, v tem dnevu prihajamo pred Tebe z zahvaljevanjem, da si nam pomagal do zdaj. Gospod, Ti si bil tako zvest, toliko dobrih stvari si nam že dal, tolikokrat si nam že pomagal. Dragi Oče, mi ne moremo drugače, kot Tebi še naprej zaupati. Tvoja beseda nam na tolikih mestih kaže, kako se Ti zvesto skrbiš za svoje ljudstvo, za svoje otroke, kako velik, vsemogočen si Ti, Bog, ki še danes delaš čudeže. In Gospod, pomagaj nam v teh težkih časih, da se naša vera ne zruši, Gospod, da Ti še naprej neomajno zaupamo, Gospod, da še naprej v veri gledamo na Te, Jezus, in od Tebe pričakujemo rešitev. Gospod, pomagaj nam, da raste naša vera naprej. In Gospod, da strah ne prinese slabih stvari v naše življenja, nas ohromi. In Gospod nam preprečuje, da bi šli za Tabo, Jezus. Ampak, Gospod, daj, da v Tvoji ljubezni, v Tvoji popolni ljubezni, Jezus,
rastemo in odpravljamo ves strah iz naših src. Gospod, pomagaj nam pričakovati še večje stvari od tebe in daj, da smo v tem pričakovanju osredotočeni na te, Gospod. Da ne gledamo samo okrog, kako težke so okoliščine okrog nas, ampak, Gospod, da gledamo na te in pričakujemo velike stvari od tebe, Boga čudežev. Jezus, ti si še danes na naši strani in se bojuješ za nas. V tvoji krvi smo zaščiteni in tvoja kri nam prinaša ozdravitev, rešitev vseh grehov, rešitev vseh stisk in vseh problemov. Hvala ti, Gospod, da ti lahko še naprej zaupamo. To molimo v imenu Jezus. Amen. Amen. Draga cerkev, dragi prijatelji, še naprej zaupajmo Gospodu. Vabim vas k ogledu otroške zgodbe in Zoom druženja za otroke, ki bo objavljeno kasneje na naši Facebook strani. Želim vam vsem še naprej lepo nedeljo, Božji blagoslov, Božji mir. Naj vas Božja roka še naprej spremlja in čuva v imenu Jezus. Amen.